Najprej bi rada povedala, da dejansko protest kmetov ni nič drugačen kot protest vseh ostalih, ki so že protestirali, tako da imajo tudi kmetje pravico protestirati in izraziti svoje nestrinjanje z problemi, ki jih dejansko skrbijo in ki jih obremenjujejo pri njihovem delu. Mi smo deležnikom, ki so postali stavkovne zahteve, dejansko v četrtek poslali odziv izhodišča za pogajanja in pa tudi predloge rešitev. Ta izhodišča so se nanašala na Naturo 2000, torej na režime Nature 2000, na območje trajnega travinja, potem so se nanašala na masne bilance, na pogojenost, na sporazum Mercosur in druge trgovinske sporazume, ter predvsem na bonitiranje zemljišč. V zvezi s tem smo dejansko posredovali izhodišča in pa rešitve, prav tako v zvezi z povečanjem odstrela jelenjadi in pa divjih prašičev. No, s strani Sindikata kmetov Slovenije smo potem v petek dobili odziv, da gradivo, ki so ga prejeli, je obsežno in ga ne morejo v tako kratkem času preštudirati, da bi lahko imeli v ponedeljek sestanek in pogajanja. Zato so za ponedeljek pogajanja odpovedali in tudi nekako zapisali, da pričakujejo, da jih bomo ponovno povabili na pogajanja po prvomajskih praznikih. Torej, mi še vedno menimo, da so pogajanja odprta in da se bomo z kmeti lahko dogovorili glede stavkovnih zahtev.